Slika včasih zastara, ne zato, ker izgubi na svojem pomenu, ampak premakne se v civilizaciji in ni več pomembna za nas. Barve se v tem smislu nikoli ne postarajo. Seveda so utrujene, oljne barve posivijo, akril zgubi bleščečo tehnično svetlobo, kakršno ima na začetku, tisti trenutek, ko ga uporabite. Se pravi, barve imajo svojo zgodovino, ker so antikvarne lahko. Ampak po drugi strani se mi zdi pa, da barve nikoli ne zastarajo. In sicer iz enega zelo bistvenega razloga, ne zato, ker nas spremljajo v naravi, ampak zato, ker jih mi lahko dopolnjujemo v svoji fantaziji. In v slikarstvu ste zmeraj med dvema skrajnostma. Na eni strani je strah pred barvami, kromofobija, in na drugi strani je kromofilija, ljubezen do barv. Matisse je nekoč rekel, če hočete izraziti rdečo barvo, potem ne skrbite, ne širite jo po površini. Več rdeče, močnejša rdeča, boljša rdeča. V slovenski umetnosti so se barve zelo pozno osamosvojile, recimo v tem matissovskem smislu. Impresionisti so prvi odprli nabor svetlobnih učinkov v barvi. Odprli so se ne samo naravi, ampak tudi seveda načinu, kako so barve uporabljali. Uporabljali so jih na način, da so imele svojo avtonomijo. Potem je pa eno dolgo obdobje, recimo 20. leta, ko slikarji bolj razmišljajo o učinkih teles, predmetov, kot o barvah. In šele v visokem modernizmu, recimo z Kregarjem po letu 1953, se pri nas barve odprejo in pravzaprav v poznih 60-ih, v 70-ih letih dobijo tisto avtonomijo, ko se ne sprašujemo več, kaj barva upodablja, ampak kako obstaja. Recimo, vse razstave, ki smo jih do zdaj naredili, so bile namenjene odgovoru samo na eno vprašanje. Kako barva biva, kako obstaja? Temu rečejo filozofi njeno osebstvo. Če je rdeča, kako je rdeča? In na srečo so v slovenski umetnosti slikarji, ki se gibljajo k temu, da bi ta rezultat, to samostojnost, tudi v slikah pokazali. Po drugi strani je pa kromofobija vendarle vplivala na slovensko umetnost. In sicer v tem smislu, da so barve zmeraj malo posivele, da so se mogle ujeti v tonskih odnosih, recimo, da ni bilo ostrih komplementarnih kontrastov in podobnega. In ta del slikarstva je pravzaprav prevladal na koncu koncev. Naprimer, zelo malo je umetnikov, ki bi si upali uporabiti barvo, recimo rdečo barvo, rdečo kot kri, tako kot je uporabil Pregl. Ali na drugi strani recimo modernistično barvo, ki nima nobenega stika več z naravo, kot recimo pri Tugu Šušniku in nekaterih drugih umetnikih 70-ih let. Toda, če se danes vprašamo, kako barve živijo skozi zgodovino, bomo videli, da so bile zmeraj del nekakšne mode. Enkrat je bila ena, enkrat druga, vendar vse te mode nikoli niso izbrisale sočasne prezence barv. Se pravi, v moji predstavi barve nikoli ne zastarajo, podoba zastara, barve nikoli. Vse to je seveda živelo, in to smo pokazali na teh razstavah, vse nekako do digitalne civilizacije. Poglejte, barva, ko jo vi stisnete iz tube, ko jo umetnik položi na platno, ko z njo dela, dobi nekakšno telo, ne moje fizično telo, ampak dobi svojo telesnost, svojo otipnost, dobi svojo, bi rekel, neko egzistencialno resničnost in tudi končno singularnost, svojo izraznost. Se pravi, barva, ki pride iz tube, ni več podobna sebi na platnu, ampak postane izraz. V digitalni civilizaciji pa barva pride iz, seveda, tehnološkega, bi rekel, iz algoritmičnih postavk. In ko jo enkrat vidite na ekranu, ugotovite, da ta barva pravzaprav ni podobna sama sebi. Tako kot so recimo
barve, ki jih stisnete iz tube, barve, ki imajo telo. Ne, ta barva je čisti simulakr. In zanimivo je, ko sem študiral moderno barvno teorijo, sem ugotovil, da recimo Jon Derganc uporablja cianovo, se pravi modro-zeleno barvo. Ampak ta barva ni bila nikoli v naravi. Ona je prišla ven iz tehnoloških postopkov. In bistvena vsebina barv danes ni več eksistencialna, ampak največ o barvi vedo tisti, ki z njo manipulirajo. In je izgubila to telesno navezavo. In tukaj se mi zdi največja razlika. Mogoče bo umetna inteligenca nas prehitela v tem, ker izredno, recimo danes, ko gledate seznam barv, ugotovite, da beseda zmeraj zamuja. Mi imamo izredno malo besed za milijarde odtenkov, ki jih danes vizualna, digitalna civilizacija, umetna inteligenca proizvaja. In zato recimo se danes barve kažejo tako, da so napisane v kodih. Recimo A635/97B je recimo neka določena cianova barva, ki jo uporablja Jon Derganc. Ta barva je tako specifična, da jo jaz sicer vizualno lahko ločem, besedno jo ne morem upodobiti in še manj si jo lahko zapomnim kot telo. Vidim jo kot posledico, kot sled neke mehanične oziroma v tem primeru zahtevne tehnološke operacije. In umetna inteligenca je močnejša v vizualnosti kot v govoru. To pomeni, recimo, da bodočnost barv v umetni inteligenci utegne priti do tistega trenutka, ko bo umetna inteligenca sama začela popravljati lastne barvne kompozicije, ko bo rekla, ne, ta kompozicija pa ni v redu, zdaj jo bom popravila. To je nekaj, kar nas verjetno čaka. Po drugi strani pa ne smemo pozabiti, da je naše življenje teles in da so barve na poseben način svojstvena, kot sem na začetku skušal pojasniti, telesa. Zato ne smemo te izkušnje pravzaprav nikoli izgubiti. Kvečjemu bo prišlo do tega, da bomo v bodočnosti razlikovali med telesnimi barvami in med popolnoma digitalnimi simulakri. Ta razlika je pravzaprav trenutek, v katerem se dogaja ta razstava. Zdaj smo naredili neke vrste pogled skozi barve od črne, rdeče, zelene in modre, ampak imeli smo en problem. Nismo našli dovolj rumene barve. Ne, da ne bi slovenski slikarji uporabljali rumeno barvo, ampak zgleda, da tukaj nastopi kromofobija, nek strah pred rumeno barvo. Kot da mi vemo že iz starejše tradicije, da je rumena zmeraj problematična po svojih vsebinskih, dostikrat ima zelo negativne prizvoke, ampak čista rumena, velika rumena površina, ki bi sama živela, tega praktično v slovenski slikarski izkušnji ni. Torej, imamo zdaj nek nabor izkušenj o barvi, ampak nahajamo se na robu in zdi se mi, da sta na tej razstavi zelo pomembni deli Jona Derganca in pa Uršule Berlot. Tukaj se začne eno raziskovanje, ki je visoko intelektualno, ampak jaz kot kritik ali gledalec pravzaprav lahko to gledam, občudujem, ampak razumem pa ne, ker postopek, kako pride do tega, tista temeljna vsebina teh podob je pa tehnološka, je pa proces. Proces postane vsebina, način, kako so v posebnih tehnoloških pogojih te podobe sproducirane. Seveda, zdaj, ko jih vidim na koncu, vidim, da so lahko predmet, vidim, da so lahko fotografija, vendar njihova vsebina ni več moja telesna vsebina, ampak je vsebina algoritmičnih ritmov in zahtev. In na koncu mi zmeraj ostaja neko veliko, ne samo upanje, ampak tudi veliko strašno zadovoljstvo. In sicer, da se moje telesne predstave o barvi gibljajo v popolnoma drugačnem prostoru in v drugačnem času kot digitalni algoritmi. In v tej poziciji imajo barve, ki so telesa, še zmeraj ne samo svojo zgodovino, ampak tudi svojo bodočnost.
Z razstavo Barve v galeriji Kurna na nek način zaključujemo en cikel, eno obdobje raziskovanja barv v slovenskem likovnem prostoru, ki smo ga začeli leta 2014 z razstavo Back to Black, nadaljevali leta 2020 z Zelenim rezom, 2021 je bila modro obarvana in 2022 je bila v teh prostorih predstavljena rdeča barva. Da se ne bi na nek način ponavljali, sva letos z sokustosom Tomažem Brejcem se odločila, da ne bova izbrala ene barve, ampak sva se odločila, da bova pravzaprav si utešila življenje oziroma si ga naredila nekoliko bolj zanimivega. Namreč umetnost je žalostna, če je dolgočasna, se mi zdi, je enako velja tudi za galerijo, ne? Ko pa se začnejo določene stvari ponavljati in razstavljaš vedno po enakih principih, pač postanejo stvari dolgočasne. Zaradi tega smo pravzaprav začeli razmišljati pri tej razstavi, kaj se zgodi, če neobremenjeno izberemo dela, ki na nek način poosebljajo ali pa generirajo to vprašanje, ki nas zanima že od leta 2014 naprej. In sicer, kaj se dogaja z barvo v slovenskem likovnem prostoru oziroma kako jo umetniki implementirajo oziroma jo izrabljajo za svoj izraz. Zdaj, na razstavi je 12 umetnic in umetnikov. Dela so na nek način segajo najstarejše 2001, večji del je bilo narejenih v zadnjih 2-3 letih. Tako da gre za dokaj svežo produkcijo. Kar je mogoče zanimivo je, in to smo se pač tudi na vseh ostalih razstavah trudili, da smo poiskali različne medije, ki so reprezentirali pač te monokromne barve, tako da tudi tokrat prevladujejo sicer seveda slike, ampak imamo na primer oblikovana platna, sestavljena platna, ready-made, fotografije, printe, projekcije, video in pa seveda tudi barvne žareče objekte. Tako da gre za diverzificiran pogled, kar se tiče samega medija, po drugi strani so pa tudi sami likovni izrazi, mislim, na tej razstavi zelo različni. To je bil eden izmed tistih problemov, mogoče strahov, s katerim smo se pravzaprav ubadali, kaj se bo zgodilo, kako bodo te stvari med seboj funkcionirale. Ampak na srečo moram reči, da se mi zdi, da ustvarjajo neko zanimivo napetost in ravno to se mi zdi tisto, kar pravzaprav je ena kvaliteta te razstave kot celote. Jasno je, ko pač govorimo o barvi in ko se skoncentriramo na barvo, smo v prvi vrsti nekako zamejeni ponavadi z neko abstrakcijo in pa z nekim minimalizmom. Pri raziskovanju barv smo pač nekako vezani predvsem na to, da nimamo teh narativnih elementov, kakor so pač mogoče prefiguraliki. Tako da gre bolj za razna razpoloženja za umetnika, kako lahko skozi barvo doseže neki izraz in pa seveda nas kot gledalca, da smo toliko občutljivi, toliko senzibilni, da smo sposobni te vibracije, ki pač jih barve od sebe na nek način dajo, tudi sprejeti. Na razstavi imamo različne primere del, pri nekaterih je dojemanje
vezano pač na optični učinek, pri drugih je na haptični, se pravi, jih vizualno začutimo kot fizične. Tako da gre za zelo različne manifestacije in uporabo barve. In skozi leta se nam je začelo dogajati z Tomažem Brejcem, da so se nam začeli ponavljati določena imena in je bil to tudi eden izmed razlogov, zakaj smo se pač tudi na vsaki razstavi trudili pripeljati ali pa poiskati v slovenskem prostoru pač neke umetnike, ki mogoče predtem v teh prostorih še niso niti razstavljali. Pri vsaki razstavi je bil to tudi eden izmed tistih idej ali pa enih izzivov, ki smo ga pač potem skušali zapolniti.